Za življenje. Specialni pedagog Marko Juhant. Pozdravljeni, znova je po 2 mesecih z nami. Gospod Marko, dober dan. Dober dan. Kot je življenje, včasih je najin nasmeh ob srečanju bolj širok, bolj prešeren, pa ne, ker bi se midva kdaj raje srečala, drugič manj, ampak prinašava v studio tudi življenje, drug k drugemu, in življenje nas povezuje, ker se srečamo. In prav ta iskrenost, Marko, vaša odprta, iskrena beseda, mislim, da tudi prodre globoko in daleč med poslušalci. Ja, zanimivo je, ker me ustavijo včasih ljudje, ki jih še nikoli nisem srečal, ne, pa oni tudi mene ne, pa reče, spovejo samo, pa z Radia Ognjišče vas poznam, ne, in doživiš vedno en tak preširen nasmeh, tako da stvari dejansko delujejo. Jaz vidim, da povezujejo ljudi. Pa če vprašam, pa ste dobili kdaj kakšen uporaben nasvet, pa pravijo, pa kakšno idejo dobiš, pa pogovarjaš se in tako naprej. No, in pol si mislim, je vredno, brez skrbi, da je vredno hoditi. Ja. Tako da vedno je to en tak dogodek, ki ima precej več smisla, kot samo srečati se, pa malo poklepetati in nazadnje vidiš, da imaš pravzaprav s tem, kar si, kar počneš, pa ne samo jaz, vsakdo od nas ima velik vpliv na druge. Samo premalokrat dobimo sliko nazaj, da smo pomembni drugim ljudem. Tudi ni nekako v naši kulturi to povedati. Rabim te, ali pa sem te potreboval, ali pa tvojo idejo izpred ne vem koliko časa sem uporabil in je delovala in super. Podobne stvari pozabimo sporočati včasih. Se nam zdi, da če bomo to izrekli, se nekoliko izniči neka samo nepomembnost, ampak samozadostnost. Ja. Je bila to vrlina v preteklosti, mogoče zaradi drugačnega življenja? Nekoč davno, jaz sem prepričan, da je to, da si bil samozadosten, je bila zelo pomembna stvar za preživetje. Danes je veliko bolj pomembna spretnost živeti z drugimi, znati živeti z drugimi in z različnimi drugimi, ne samo s idealnimi, a ne. To je tisto, kar nam prinese potem eno kvaliteto v življenju. Da ne ocenjuješ življenja ali pa svojega bivanja, svoje lastne uspešnosti samo po tem, kar gre narobe. In da se ne primerjamo. Ja, če se hočemo slabo počutiti, če bi kdo to želi, jaz mu svetujem, potem samo začni se primerjati, po možnosti res tisto neprimerljivo, ne? Kot primer vedno dam gospo, ki reče možu, lej, sosedo, kakšna je, in mož gleda sosedo, sosed jo pelje na nek pomemben družabni dogodek, vso lišpano, avto opran, se veste, ne, vse tip top. Gospa, ki jo gleda pa doma v trenirki, ker je pač nekaj takega počela, ali pa v enih takih cunjah, da je lahko tudi umazana, mokra in bo šlo to takoj direkt v pralni stroj. V tistem trenutku primerjati se tudi popoln nesmisel. Ne? Le čemu in tudi nasplošno, zakaj se primerja s sosedo? Sosedo je sosed izbral, ona ne razmišlja, kaj bo z njenim možem, ne? Da bo še vedno ostala izbranka. Včasih si mislimo, da smo. Enkrat sem rekel, v stilu tistega Štosa, sej te imam rad, če se bo pa kaj spremenilo, ti bom pa povedal, a ne? Ja, ni ravno tako. Jaz sem trdno prepričan, da je vedno znova treba pridobiti, osvojiti svoje partnerje, narediti partnerstvo zanimivo, živo, tekoče, ne čakati, da samo problemi začinijo ta odnos, ampak da ga s kakšnimi zanimivimi začimbami, se pravi z boljšim odnosom, z novimi doživetji, ki ponavadi niso zelo daleč, pa tudi ne bodo zelo draga,
Ne vem, koliko ljudi doma še igra kakšne igre. No, zakonci, ki so 30, 40, 50 let skupaj, kaj je z njimi? Še igrajo kakšne igrice, se samo grejo, hop, pa te imam, policajsko, pa stare fascikle ven vleč, pa stare grehe pogrevata, ne. To je zelo znana igrica. Medtem ko, ne vem, a igrajo še Človek ne jezi se, a igrajo domino, a se grejo kakšne druge stvari, mogoče igrajo s prijatelji, grejo na tarok, ali hočem reči, nekaj, kar jim poživi tisto vsakdanje srečanje, da tudi prekine ritem. Če je ritem stalen, zgubiš občutek. Nazadnje ne veš, a je ponedeljek, a je četrtek, in če so vsi dnevi idealni, si jih ne zapomnimo. Gredo mimo nas. To je tako kot dopust. 6 dni lepega vremena, se spomnimo samo prvi dan, ko smo prišli, pa ta zadnji dan, ko smo začeli pakirati. Vmes je bilo pa fino. Ampak nobenega drugega občutka, razen da je bilo fino. Ker je bilo vse idealno, vse je bilo enkratno super. Če bi pa vmes en dan padal dež, pa bi šli mi po mestu, pa bi se nekje ustavili, nekaj pojedli, bi šli nekaj kulturnega si ogledati, ne vem, bi si šli ogledati eno cerkev, en spomenik, nek kulturni dogodek, ne vem, jaz grem zgodaj rad na dopust, pa pogosto vidva kakšne nastope otrok, šolskih zadnje dni, a ne, v javnosti. To je vedno dogodek, za katerega si je dobro izbrati kakšen, če je v javnosti, v mestu recimo, kakšen dober sedež tam, kjer te z dobrim sladoledom postrežejo, zanesljivo si tak dan zapomniš. Zanesljivo si ga zapomniš. Dinamično naj bo in poskrbimo za to, da si ne bodo dnevi preveč podobni. Sami, ne drugi. Drugi ne bodo. To morava midva sama narediti kot partnerja in ravno tako je z otroki. Ne? Tudi za otroke ni nujno, da je najboljša stvar samo nov telefon. Samo potem si bodo zapomnili, kdaj so bili stari toliko in toliko let, ker so dobili tak in tak telefon. Fino je, če si to zapomnijo po nekih doživetjih. To je zelo dobro izhodišče, ker bi ga lahko razširila, če starša znata tako delovati med seboj, si tako popestriti dneve, seveda, da so v to vključeni avtomatično tudi otroci in celotna družina lahko zelo zanimivo in povezano zaživi. Ampak imava že 2 vprašanji, pa še midva imava kar nekaj tehnih izhodišč. Greva najprej k poslušalcem. Še vedno lahko pišete na za.življenje@ognjisce.si ali pa studio@ognjisce.si in mi bomo prebrali. Marko, prvo vprašanje za vas se glasi: se ne navezuje na izbrano temo, rekli smo sicer, da bomo o izzivih šole danes govorili, ampak tudi za to bo še čas. No, skratka, takole piše poslušalka. Začela je z delom spremljevalke. ADHD motnjo ima otrok, 1. razred. Diagnozo in simptome pozna, prosi pa za nasvet, kako otroka postopoma spodbuditi k učenju, k poslušanju, k sodelovanju, pa da upošteva pravila. S svojim vedenjem pogosto vplivajo tudi na ostale, negativno moteče. Kakšni so vaši nasveti, imate kakšen predlog in tudi literaturo, katero ji priporočate, da bi v tem lahko tudi ona bila dobra v podpori in v pomoči? Zdaj, najprej treba vedeti, da 20 leti nazaj je bil še v zraku hud prepir. A to sploh nekaj je, ADHD? ADHD motnja, ja. A to sploh nekaj je, ali to ni nič? A je to samo neka ameriška modna zadeva? Lahko na hitro opiševa, kaj to je, ker vem, da zelo dobro poznate te stvari. Ja. No, gre za to, da centralni živčni sistem deluje malo po svoje. Tovarniška nastavitev je na eni drugi poziciji, kot smo vajeni, in otrok se ne odziva klasično na klasične te signale, ampak se odziva pogosto nenavadno. Kako ga najprej najdete, če imate 7, 6, 7, 8 let starega otroka, potem boste ugotovili, to je za starše značilno,
da jim rečejo drugi, ja, smo slišali, da je vaš otrok tak, pa je tako prijeten, pa tak luškan, pa simpatičen, pa pogovarjati se zna in tako naprej. Ja, z odraslimi. Ne zmore pa z vrstniki. In tak luškan in simpatičen in lep in najbolj prijazen je samo do točke, ko od njega nekaj zahtevamo. Ko pa začnemo od njega nekaj zahtevati, pa pokaže malce drugačno sliko o sebi. Takrat pa odreagira lahko na množico drugačnih načinov. Torej, dokler se streže tako, kot pričakuje, je v redu. Ko pa začnemo zahtevati, torej učiteljica reče, po teh pravilih bomo delali, to je pa problem. Tukaj pa že problem. A ne? No in ti otroci mnogokrat se stvari v njih nabirajo. Ne morejo se izraziti. Ne znajo tudi povedati, kaj je narobe. Tako kot če pridemo k zdravniku, no pa povejte, a vas vranica boli ali je to, ne vem kaj, nekaj drugega. Pojma nimam. Tako otrok ne more povedati, kaj je z njim. Pojma nima. Mi pa, ja pa povej, pa reci, pa nima podatkov, enostavno jih nima. Odziva se pa res na nenavaden način. Zdaj, vemo, da jim pomaga gibanje. To zelo natančno poznamo. Zelo jim pomaga gibanje in če jim ga omogočimo, pol stvari smo včasih že rešili. Za takega otroka, ki je v prvem razredu, če razred ni preveč nabasan, če je dovolj prostora in če je možnost, torej zelo verjetno delajo v krogu, kar ni najbolje, zato ker ga vsi opazujejo ves čas tega otroka, vsi ga vidijo skoraj. In išče pozornost. Pozornost, sploh ni pri snovi. To je klasična postavitev, je tule precej boljša, za kar seveda učiteljica nikakor ne bo, ne zaradi enega otroka, pa iz tega ne bom. Rabi svojo mizico, ki je majčkeno oddaljena od drugih. Jaz svetujem po izkušnjah, ki smo jih mnogokrat uporabili, da za otroka naredimo na tleh, omejimo, da ga omejimo na drug način, ne z besedo, ampak vzamemo barvni selotejp in okrog mize označimo tako širok prostor, da gre otrok lahko okrog svoje mize, kadarkoli v času pouka. V tem primeru pa zahtevamo, da je tiho. Ker drugače nam bo govoril, bo jezikal, bo ves čas bo nekaj. Če nekaj ponudiš, lahko tudi nekaj, ponavadi lahko nekaj tudi dobiš, ne, če nekaj ponudiš. No in za tega otroka potem imamo pravilo, lahko se giba okrog svoje mize in lahko je tudi pod mizo, če je tiho. Starše zmeraj skrbi, zdaj mu pa dovolijo, da tam skače, miga in tako naprej. Ja, izkaže se, da dosti bolje sledi pouku, kot če je ves nemiren in uporniški ta otrok ves čas, ne glede na to, a gre za dečka, a gre za deklico. Lahko se giba. Morda imamo možnost, pa narišemo s selotejpom na tleh, en prehod, en koridorček do, ne vem, vržemo na tlajno blazino, kamor se gre lahko tudi ulež, če je pri ekstremnih primerih, to tudi pomaga. Pa vržemo tja še enega velikega medveda. Pa če se le da zunaj vidnega polja ostalih otrok. Ja. Veste, ostali otroci se pravzaprav kar hitro navadijo, da zadaj ali pa tam nekje, tudi ob strani, tudi če je krog na vse zadnje, nekaj šumi, nekaj se dogaja, pa rečemo, da je to, ne vem, Eva, recimo in vedo, Eva se premika, Eva hodi, Eva je, po zvokih vedo, Eva je zdaj šla pa medveda stisniti. No in če nazadnje učiteljica vpraša, kaj se je dogajalo v razredu, ko se otrok pridruži spet po nekaj minutah in ga normalno povprašuje po sodelovanju, tako kot ostale otroke, obstaja velika možnost, da se bo to tudi zgodilo. In izkaže se, da otrok precej dobro sledi. Ja, miselno je zraven, telesno pa ne. Ne? Tako tudi omejimo gibanje, kot je neprestano, da bi otrok prišel naravnost do učiteljice ali pa do njene mize.
ker ni kakšna posebnost to, da takle otrok v prvem razredu je sposoben iti do učiteljičine mize, vzeti torbico, vzeti iz torbice ven, kar je pač noter, ali pa vzeti posodo, naliti vodo in utopiti vse rože v razredu, a ne. Marko, zelo kompleksno, mogoče lahko, ampak hvala za to razlago, da bomo tudi sami razumeli. Verjamem, da je še kar nekaj otrok, tudi nekoliko starejših, ki imajo to motnjo, pa se jim je ne prepozna in so lahko precejšen del osnovne šole tako posebni in povzročajo skrbi in težave in izzive. Ne samo otroci in mladostniki. Tudi med odraslimi je ogromno ljudi, pri katerih ni bilo to nikoli prepoznano, oziroma danes, kar rečemo, diagnosticirano in so samo mislili, da so čudni, nesposobni ali pa še kaj drugega. Ne? Običajni izraz, ki ga moški zase uporabljajo, jaz sem pa zmeraj mislil, da sem butast. V resnici je šlo pa za ADHD in to hujše oblike in so jih nekako uspeli obdržati se na površini, a ne, kljub vsem težavam. Silen trud je bil to vložen in to se največkrat pokaže potem, ko imajo otroke, ki so kopija svojih staršev. Ja, jih pa zelo dobro razumejo. Ja. In jih hočejo obvarovati pred tem, kar so sami dali skozi. Morda, Marko, kakšna literatura, ker sprašuje poslušalka, tudi za učitelje, za učiteljice konec koncev, ki jo lahko dobimo? Jaz bi jih kar usmeril na vzgoja.si. Tam so pisne vsebine, nekaj tudi video vsebin na to temo ADHD. Lahko jih šola tudi nabavi za šolsko uporabo, za splošno in to niso veliki stroški, je pa to vaše do konca življenja, pač dobite in uporabljate, a ne. Notri so pa nasveti iz konkretnih slik, ki smo jih dali skozi takih in drugačnih učencev, ki so imeli vse sorte težav, manjših, večjih in tudi se potem vidi, kako so starši recimo od začetka so rekli, pa mi ne bi to, mi ne bi ono, pa to se bojimo, da bo otrok označen in podobne stvari. Po koncu prvega šolskega leta je mama, ki je videla, kakšni so rezultati, rekla, veste, pa recimo ostanimo pri tisti izmišljeni Evi in je rekla, veste, naša Eva je tudi doma zdaj čisto drugačna, tako da z veseljem podpiram vse, kar boste še storili. Marko, kaj pa, zdaj ne vem, če je dokaj jasno lahko dati to razmejitev med tistimi, ki imajo neko motnjo, ki imajo diagnosticirati to posebnost osrednjega živčnega sistema, ste rekli, kaj pa tisti, ki so pa morda nevzgojeni, ki pa nimajo izkušenj, da bi se znali prilagajati, ki pa morda samovoljno vendarle skačajo po svoje. Ker ste rekli, da so lahko težava takšni otroci. Kaj smo v nekem obdobju vzgoje odraščanja zamudili, da ni bilo empatije, ni bilo dovolj izkušenj, da bi znali deliti, se prilagoditi, da veš, da nisi sam na svetu, da so še drugi okrog tebe, njihov glas ravno tako šteje. Zdaj me zanima, kje narediti to razmejitev, kdaj gre za takšne in drugačne neprilagojenosti? Ponavadi se pokaže to ob različnih zahtevnostih in ob strožjem pristopu. To lahko starši pa tudi učitelji precej hitro prepoznajo. Če je pristop do takega otroka strog, oni, ki so bili vzgojno malo premalo vodeni, se bodo umaknili, bodo počakali in se bo vsaj za nekaj minut se bo to vedenje spremenilo. V pozitivno smer, bodo bolj mirni, bodo bolj sodelovalni in tako naprej. Če imate pa vi otroka, kjer je to nastavitev drugačna, če imate vi otroka, ki ima dejansko motnjo, pa s tem, ko mu postavite več ovir, dvignete njegovo frustracijo bistveno bolj kot sicer in boste po 1-2 minutah doživeli veliko poslabšanje situacije, če ste bolj strogi. Torej, oni, ki ni bil dovolj voden, se umakne, ker ugotovi, da tole pa ni več to, ta drugi pa tega ne more ugotoviti in odreagira tako, kot ga vodi njegov centralni živčni sistem in to je napad.
Hvala za zelo jasen odgovor, res ni težko zdaj po teh vaših Ne, pa vendar je treba strokovnjakom pustiti, da določijo, saj znajo, zmoremo, merila so jasna, a ne. Tako tudi en kup stvari je, ki se jih ne da na kratko razložiti, recimo uporaba zdravil pri otrocih z ADHD, motnjo in tako naprej, pa so pravila iz prakse, ki so dosti drugačna od tistega, kar napišejo izdelovalci zdravil. No, recimo, a ne. Torej, to je zelo kompleksna stvar na veliko. Vsekakor bi pa te gospe, ki zdaj je spremljevalka, nikoli vi ne spodbujate staršev, da bi otrokom dali zdravila, zato ker se boste s tem samo zamerili staršem. Ne glede na to, a je vaše razmišljanje za tega otroka ustrezno ali pa ni ustrezno. Odnos se bo poslabšal. To, če bo kdo to storil, naj to storijo drugi, ki so prav zato tam, svetovalna služba, ki ima znanje, sposobnosti, specialiste in tako naprej, ali pediater ali tako. Ne pa to je tema, ki je tabu tema pravzaprav. Ne načenjati. Če vas starši vprašajo, mirne duše poveste, jaz sem še tako mlada, jaz ne vem. A ne? Včasih so to sodelovanje starši izjemno pomembno in včasih pomaga tudi, da starše vprašamo, če doma otrok tole in tole na takle način naredi, kako pa vi uredite zadevo. In včasih to tudi pomaga, ker otrok enostavno prepozna, to je pa tako kot doma, nezavestno, izvenzavestno to prepozna in odreagira tako, kot odreagira doma. Isti prijemi v šoli tudi dobro primejo. Torej, še kakšno informacijo več, zelo koristno dobite na vzgoja.si, tudi o otroku, ki ima ADHD motnjo, da bi razumeli njihova vedenja ali njegovo. Hvala za vprašanje, torej zelo kompleksna in očitno aktualna vsebina, h kateri se bova gotovo v najinih pogovorih še vračala. Zdaj pa drugo vprašanje. Piše mamica, z možem imava sina, star je leto dni in 9 mesecev, februarja pričakujemo drugega otroka in zanimajo glede vedenja starejšega, približno en mesec se pojavlja, pravi, za nenavadno vedenje, kar iz nečesa, pravzaprav brez razloga, kriči, se joče, maha z rokami vse naokrog, ne pusti se, da bi ga pobožala in objela, precej nestrpanje, pravi, da je nemočna, da ga sicer v nič ne sili, da se preprosto odmakne, pusti, da ga to mine, sicer ga vključuje tudi v gospodinjska dela, rad pomaga, je živahen, želi pa si družbe mamice, precej je aktivna tudi v igri z njim, oče ima veliko dela, je precej odsoten tudi pri spanju, ne dovoli, da bi oče ga pospremil v noč, berejo sicer veliko pravljic, ampak ves čas kliče mamo. No in zdaj pravi, v vrtec rad hodi. Kaj dela narobe? Nič. Vse dela tako, kot je prav. Otrokova reakcija je čisto ustrezna, glede na to, jaz sem prepričan, da skrbna mama, ona in oče sta začela pripravljati otroka na prihod še enega otroka in to je postavilo tega prvega v položaj, ki mu ni čisto jasen. Ve, da se bo nekaj sluti, čuti, da se bo nekaj spremenilo in da se že spreminja. Ne bo več edinček in to čuti. In zdaj on mora testirati situacijo in mora tudi pridobiti mamo na svojo stran. Zdaj, če je oče še malo več odsoten, je normalno, da se otrok naveže na enega skrbnika, na enega. Ne na 2, ne na 3, ne na 5. Ima rad ostale, tudi ima rad očeta, ima rad babico, če se z njo srečuje, ali pa 2, ali pa teto, ali pa skratka varuško neko, ali pa rad ima vzgojiteljico v vrtcu. Vendar je ta primarni skrbnik je mama. In ravno pri mami se kaže, da bo sprememba. In on zdaj čuti, da bo vse drugače. In se ne počuti se varno. Pomisli, zdaj pa preskočimo. To je majhen otrok, 2 leti bo star, preskočimo 20 let. Kaj, če je 22 let star in se z njegovo punco začne nekaj dogajati? Se mu zdi, da je še eden, ki bo zdaj v njenem naročju.
Kaj pravite? A bi popenil, bi skakal, bi noril? Bi jo hotel imeti samo pri sebi in zase in s sabo ali ne? Glejte, čisto naravna reakcija. Zdaj, kako? Otrok vas rabi v določenih trenutkih, v določenih situacijah. Najhujša za tega otroka je sprememba. Sprememba to pomeni, da hočete otroka vzeti v naročje? Ne. Ali pa ga hočete dati iz naročja? Ne. Hočete iti pomivati? Ne. Hočete iti ven? Ne. Zakaj? Zato, da se v vsakem primeru ukvarjate z njim. On vas želi imeti samo zase in zdajle, ko imate čas, ga namenite otroku. Namenite mu. Njegova pozornost je 3 ali pa 4 minute. Zato ne in to je visoko za 2-letnega otroka, veste. Če je ko se nekaj dogaja, po 3 ali 4 minutah, če se dogaja tisto, kar on potrebuje, boste lahko brez napovedi in brez spraševanja otroka naredili nekaj drugega. Ne vem, igrata se na tleh, začel se je dobro igrati, skupaj ste bili ste z njim, on se še ne zna dobro sam igrati, rabi precej navodil zraven vmes. In ko vidite, da nekaj časa to že počne in je uspešen, vstanete, postavite par stvari, par piskrov v stroj ali v pomivalnik, neke posode in tako naprej in prisedete nazaj k otroku. On se ustavi in čaka, ali boste prišli, in ko ugotovi, da ste prišli nazaj, ni nobene panike. Ta čas, ko boste odhajali in ne boste prisotni, vendar boste v vidnem polju otroka, boste lahko podaljševali. To počas lahko pride cela minuta, ali pa lahko tudi mami, pa samo rečete počakaj, pridem in boste bo počakal, mogoče bo še poklical in tako naprej. Za zvečer so pomembni obredi, za spat dati, v katerih sodeluje tudi oče. To pomeni, če hočete, da bo oče lahko sam dal otroka spat in ga bo treba dajati spat takrat, če prej ne, če drugače ne takrat, ko bo dojenček pa v porodnišnici, ko boste tiste 3 dni, 4 dni, ne. Je treba skupne obrede narediti, v katerih ima oče tudi svojo vlogo in potem se mama samo potegne ven iz tega obreda. Mora biti dovolj bogat obred, da ata ne bo stal na praznem. Ne more to biti v smislu, mamica ti bo nekaj prebrala, pol te bo pa ati spadal, vse si že tle. Ne, to ne gre. Bo mama zraven, ata bo bral, bo komentirala, bo to, potem pa, ko še ni konec zgodbe, mama se na hitro ljubčka na čelo, čau, in gre. Mami, deva zgodbo dokončati. In upam, da se bo to kar kmalu lahko zgodilo, oče dokonča zgodbo, se še on poslovi od otroka in lahko reče oče, bo mami še enkrat prišla. Ampak mama pride samo za 5 sekund. Tako da je ona tista zadnja, ki naredi oni obred, veste, mal ga zavit, mal pobožat, ljubčka, reči mu, kako bo spal in podobne stvari. Toliko, da zapečati. Čez čas niti tega ne bo več treba. Tako upam, da ste, mlada mamica, zadovoljni s tem odgovorom, da bo šlo, ampak tisto uvodno bi pa ponovila. Vse delate prav, nič ne delate narobe. Ja, to je običajna situacija, ki se zdi, kot da je konec sveta. Tako. V resnici je to samo začetek sveta. In vse teče, kot je treba. Ja. Za še več tudi v takšnih zadregah pa ravno tako pišete, se razgovorite na vzgoja.si, kaj ne, Marko? Ja, tako. Tudi na to temo je veliko. Ja, prihod novega člana v družino. Z vsakim se, čeprav je že toliko napisanega, izrečenega, vendarle se rojeva moj otrok in je ta moj svet na novo zgrajen. In tako se vedno znova ta vprašanja porajajo. Znova morda nerodno vprašanje. Priča smo bili včeraj tudi nasilju. Skratka, Marko, ko se kaj zaplete, otroci se sporečajo. Starši v bran svojemu otroku včasih posežemo. Zdaj, če je kakšno nasilje, če se otroci tudi fizično kaj popraskajo, so tepeži.
starši, da bi zavarovali, da bi dali lekcijo dokončno, da se to ne bi ponavljalo včasih, pač sami vzamejo stvari v roke. Zdaj včeraj poznamo ta primer. Kako tu lahko rečemo, do kdaj spremljati, da bodo nesporazum otroci sami rešili, kdaj pa je vendarle vstop odraslih, bom rekla v navednicah, dovoljen in kakšna je tu vloga, ali je to, ne vem, razmerje otroci starši in pač upleten otrok ali skupina, ki povzroča to nasilje nad mojim otrokom in kje ima tu vlogo šola. Predvsej kompleksen ta trikotnik, ampak ne želim konkretno enega primera izpostavljati, bolj, da bi bilo širše uporabno. No? Kako preprečimo sploh takšna nasilna dejanja, pa če je to spletno nasilje ali fizično povsem, ne vem, na ulici, ko se stepejo. Kdaj lahko odrasli posežejo in vloga šole? Torej, prva stvar, ki jo moramo vedeti, je ta, da ko se nasilje pojavi, se nikoli ne ustavi samo po sebi. Tega otroci med sabo ne morejo rešiti. Nikoli se to, jaz ne poznam niti enega primera, kjer bi se to zgodilo. Vedno moramo poseči odrasli. Kdaj posežemo odrasli? Takrat, ko začutimo, da tega pa ne moramo dopuščati. To pomeni, da če sem na sprehodu v parku in vidim, da se eden od dva otroka sta se stepla, enakovredne velikosti, nimam občutka, da je kaj. Ja, zanesljivo bom stopil zraven in dvignil glas, in če bo treba prijel za kravateljce enega pa drugega, pa potegnil narazen. Kaj pa češ drugega? Ne moreš kar gledati, da se nasilje izvaja ali pa ne. Je treba ukrepati. Zdaj, v šolskem okolju mora ukrepati šola. Mora. Ali zmore, to je pa včasih drugo vprašanje. Jaz moram povedati, da nekaj tistih naših starih mačkov smo imeli izkušnje in smo tudi riskirali. In smo včasih posegli precej ostro v situacije, zato da smo jih lahko razrešili. Če se spomnimo, kar nekaj let nazaj je eden od ravnateljev bil na sodišču, zato ker je nasilnemu otroku prepovedal vstop v šolo. No, to bi bilo treba dati na sodišče koga drugega, ne? Da se razume, tega, ki je to prijavo naredil in tako naprej. Ne glede na to, ali je to inštitucija, ali te niso ščitili pravice otrok. Ker če braniš malo nasilje, boš branil veliko nasilje. Ja. Zdaj, še eno stvar bi vas rad vse poslušalce opozoril. Tudi sami, kadar uporabljate izraz v dobro otroka ali pa za dobro otroka, se zavedajte, da ponavadi to pomeni, da hočete povedati, jaz imam prav. V vseh postopkih, v katerih pa jih je bilo koliko je teh zgodb bilo, to je neverjetno v vseh teh letih, kadar sem slišal za dobro otroka, je bilo jasno, kdo hoče imeti prav. Ne, kaj je dobro za otroka, ampak kdo ima prav. In zdaj, kaj je tisto, kar bi morali narediti? Govorim iz izkušenj. Dostikrat so me klicali iz šol, kjer so se stvari tako zapletle, da razred ni mogel več funkcionirati, da so se starši uprli, ni pa še prišlo do direktnega obračunavanja. Zdaj, najprej te starše, dajmo pogledati, kako je z njimi, te, ki so pač šli, ne vem, pa direktno, če gre človek sam urejati zadeve. Ne morete. S tujimi otroki nimate kaj početi. Lahko samo takrat, ko neposredna nevarnost ločite in poskrbite, da ostanejo ločeni, drugače pa to niso vaši otroci. Ne gremo se pretepati z njimi. Ne. Po drugi strani je treba razumeti, da starši tole se bo zdaj mogoče malo kruto slišalo, mogoče bo koga užalilo, ampak jaz bom vseeno riskiral. Ko pride do nekih hujših situacij, ki jih ne moremo razrešiti, se pričnemo obnašati tako kot živali. Želimo zaščititi svoje mladiče. In zato smo pripravljeni narediti karkoli, da jih bomo zaščitili.
jaz mislim, da to je ostanek iz kadarkoli, iz človeškega razvoja, ne glede na situacijo. Vendar, če se le da, bomo to reševali tako, kot se zadeva rešuje. Zdaj, če je šolski prostor, šola bi zadevo morala rešiti, ko je prva pisna pritožba v 8 dneh, morajo starši dobiti odgovor, kaj se bo dogajalo, kako se bo dogajalo. In to ne more biti urejamo, rešujemo, ampak je treba narediti individualni načrt, s katerim bodo situacijo razrešili. Staršem nasilnega otroka, tega, ki je pač storilec, bodo dobili načrt za njihovega otroka. Starši žrtve bodo dobili pa načrt, kako zaščititi njihovega otroka. Ja, to sta dva različna načrta. In ti starši niso upravičeni do tega, da bodo vedeli vse podrobnosti o onem drugem otroku. Niso. Ker gre za delo z dvema različnima otrokoma. Kaj se da narediti? Vsekakor je v neki točki potrebno sklicati cel razred staršev brez otrok. Povedati, kakšni so, pač predstaviti načrte. Ne vse podrobnosti, ampak toliko, da bodo starši ostalih otrok tudi vedeli, kaj se bo dogajalo. Ker so zaskrbljeni, ker razmišljajo, mogoče pa moj otrok naslednja žrtev. In cel kolektiv, vsi starši morajo vedeti, da šola dela, kaj dela, kako dela in tako naprej. Razumen čas, da se doseže velike spremembe, je 4 tedne. Tudi pri tem nasilnem otroku. Če v 4 tednih ne bo sprememb, verjemite mi, da program ni dober, ali pa šola ni uspešna, ali pa otrok ne sodi v to šolo. Ker danes, ko pač so v osnovno šolo vpisani vsi, je vprašanje, ne, jaz poznam odgovor, ne sodijo vsi vredno v osnovno šolo. Ne vsi. Nekaj je takih, ki bi morali biti drugje. Zakaj? Zato, da se bodo lahko sami razvijali, da ne bodo ogrožali sami sebe. Ne samo zaradi sošolcev, predvsem zaradi samih sebe. Bi rabili drugačno okolje. To je eno. Drugo, ta načrt bo šola včasih težko naredila sama. In rabijo enega drugega strokovnjaka, ki se bo neobremenjeno, to je tudi ena od prednosti, neobremenjeno se lotiš problema, ker nimaš zgodovine s temi starši, z onimi starši, s šolo in tako naprej, in lahko pripraviš dejansko nekaj, kar bo rešilo in pomagalo v tej situaciji. In potem po šolskih korakih, lahko vam povem, da na takem sestanku, ko sem bil povabljen, pa smo predstavili za 4 tedne program, po tednih, kaj se bo dogajalo, ne čisto popolne detajle, ampak po tednih, in kaj je vloga v vsakem tednu staršev, vseh staršev doma, tudi njim, ostalim je treba dati neko vlogo, kaj bodo oni s svojimi starši delali, kako se bodo oni, otroki, kako se bodo oni z njimi pogovarjali, s svojimi otroki, Recimo, pa ostanimo, ko sem prej dal en primer imena, naj bo Eva. Recimo, da je ta Eva nagaja drugim puncam, da je nasilna. In kaj se bo zgodilo, ko otroci pridejo domov? Ko Marička pride domov, kaj bo rekla mama? Kako je bilo pa danes v šoli? V redu. A ti kaj pa danes Eva delala? To je običajno vprašanje. Ker jo skrbi, kaj je bilo, da ne bo njen otrok žrtev. A se je tebi kaj približevala, se je kaj zgodilo, ne? In če otrok reče nič, danes pa ni bilo nič posebne. A sigurno je bilo kaj, če je mama že prepričana, da ta otrok je tako problematičen, ta Eva, kaj se bo zgodilo? Ta mala vidi, Marička vidi, da mora se nekaj spomniti, mama ne bo zadovoljna, dokler ji nečesa ne pove. In iz zgodovine dogodkov ji pove nekaj. Nek resničen dogodek, ampak to je lahko 5 tednov nazaj. In mama bo rekla, se sem vedela, taka je. Čisto napačna
smer pogovora. Ko pride Marička domov, jo mama, to pa dobijo starši navodilo. Kar vprašaj, tako kot običajno, kako je bilo, kaj pa je bilo med sošolci, tako splošno. In če reče, Marička reče, ja, Eva je Natašo vlekla za kitke, pravi odgovor mame je, in kaj si ti naredila? Kako? Jaz. Kaj pa imam jaz? Otroci sploh nimajo ideje, da lahko kaj naredijo. Čeprav so že dostikrat dobili navodila, če je v razredu kaj narobe, daj opozori učiteljico. Zdaj jaz ne vem, tisti starši, ki imate radi svoje otroke in se z njimi ukvarjate in jih imate ob sebi tudi, ko kaj počnete, jaz verjamem, da so vam že kakšno ušpičili za vašim hrbtom. Samo stran ste se obrnili in je bil že cirkus. Veste, v razredu je 28 otrok ali pa 29, učiteljica se s tremi hkrati ukvarja, ostalih 25 so pa za hrbtom, tako rekoč, ali pa simbolično. In lahko nekaj ušpičijo in ne more videti vsega. Razen če je frontalen pouk, česar pa danes nimamo radi, ne? In ta učiteljica potem, če bi Marička rekla, samo povej, učiteljica Erika vleče Natašo spet za kitke, bo učiteljica odreagirala, zadeva rešena. In otrok lahko nekaj naredi. Zdaj imamo pa problem z učiteljicami. Ja, veste, tožarjenja pa ne bomo spodbujali. Lejte, zdaj pa treba ločiti tožarjenje od reševanja problema. Tole je reševanje problema. Ja? Tožarjenje je, kadar otroci želijo dobiti, kako se reče, točke pri učiteljici. Učiteljica, jaz sem pa ono drugo tral, pa učiteljica Tonček je pa tole delal in nima nič s tem, nič pomembnega, samo da bi pri učiteljici dosegla nek boljši, ugodnejši položaj. Medtem, če gre za resničen problem, to ni tožarjenje. To če se nanj opozori na licu mesta tiste trenutek, točno tako, je to reševanje problema. Točno tako, reševanje problema. In to treba, včasih učiteljice tega tudi ne ločijo. Mene je žal, ampak se je kar nekajkrat tako zgodilo. Enako velja za doma, ko imate 3-4 otroke, ne, tožarili pa ne bomo. Otrok nam hoče povedati neko zelo pomembno stvar. In je potem, ker ne sme tožariti, je ne bo povedal. Čeprav je lahko življenjskega pomena. Marko, kaj ne tudi šolski prostor, večinoma smo se mi v naših oddajah, ki so res zelo dolge, imajo že svojo zgodovino, pogovarjali bolj o družinskem okolju, kako sobivati, kako razreševati znotraj družinskega okolja, včasih zelo zapletene odnose, ker smo različni karakterji skupaj. Danes pa vidimo, da se to zelo preslikava tudi v šolski prostor in dejansko učiteljice, učitelji, tudi profesorji, že profesorice imajo veliko znanja, so izobraženi, ampak še več bi pa bilo dobro, če bi imeli teh vzgojnih prijemov, če bi bili tu izobraženi, kjer so očitno izzivi vse večji. Ja. Najpogostejša izjava, ki sem jo doživljal skozi vso prakso, z učiteljski strani je bila, veste, meni ni problem zgodovina ali pa angleščina ali pa moj predmet, jaz to obvladam. Ja. Problem je, kako obvladati učence. In pravijo, potem včasih pridejo starši in imam problem, kako obvladati starše. Kaj to pomeni? Da otroci so vendarle neka slika svojih staršev. So, precejkrat, ne? In tako, zato tudi starši rabijo tako podroben načrt in kadarkoli smo rekli, da to bo v 4 tednih, a ste pripravljeni 4 tedne sodelovati? Ja. Vedno je bil odgovor ja, zato ker so vedeli, kaj se bo dogajalo in kaj se bo zgodilo, če zadeva ne bo delovala. In Marko, po vaših bogatih izkušnjah, vi ste v ta načrt, kjer naj bi bil v fokusu otrok, vedno prilagajali tako, da dela tudi starš. Seveda. Eni in drugi starši se spreminjajo s tem otroci. Ja. In rezultati so vidni potem v odnosih v razredu širše. Ja. Tako so rekli včasih, da imam servis na domu. Ne? In potem me enkrat en ata vpraša, ko pridem k njim v družino, prav,
servis na domu pravi to. Normalno je, rečejo servis pralnih strojev ali pa televizor ali pa tle, prav, koga boste zdaj? Prav, mi dva pričakujemo, da boste otroka servisirali, se rekel, ja, otroka se servisira tako, da staršem pomagaš, da oni dobro funkcionirajo. To je samim otrokom lahko mečkeno narediš, ampak če bodo starši delali enako, kot so delali prej, bo otrok padel nazaj v enako ravnanje, kot ga je imel prej in to nam ni všeč. Če bodo starši trajno spremenili določene vzorce, bo lahko otrok tudi trajno ohranil nove naučene, pridobljene, spoznane oblike reagiranja na te določene situacije. Še ustvarjate, še pišete, Marko, ker se pač te stvari... Ja, ne pretiravam, ker sem v penziji, so neke stvari tik pred zdajci, neke so v idejah, bomo videli, kaj bo prinesel čas. Majčkeno, človek bi rekel, po vseh teh letih se malo odomakneš od konkretnih primerov. Moram reči, da prinese nek uvid, drugačen. In morda jaz, želim si, ampak nič ne obljubljam, neke stvari, ki so ostale v predalih, bodo najbrž videle luč sveta. Jaz predvidevam, da bodo. Slej ko prej, definitivno ne letos. Ravno kar mi pošiljajo tudi neko povezavo do neke nove knjige Vzgajanje otrok v kulturi zmagovalcev, ker ne poznam avtorja, morda Marko, vi, ni treba, da izrečete samo, poznate delo? Ne poznam. Ne, dobro, potem pa pustiva to ob strani. Bi pa vendarle sklenila z mnenjem poslušalke, ki se je odzvala na tisto vaše ugibanju, kadar imamo v razredu otroka z recimo ADHD motnjo ali pa otroka, ki je nemiren in pritrjuje, pravi, v razredu do 28 tudi ostalih otrok, vsak s svojimi potrebami in resnično gibanje in učenje v naravi, zdravilo za vse nas, pravi. Ja, ko je ta 29. otrok dovolj nemiren in dovolj moteč, bom zmogel z 28 ostalimi ob njem, tudi če si pripravim za načrt. To je takrat, ko je nemogoče. In če najdem rešitev, ki me pelje k izboljšanju, potem se celo okolje spremeni se klima v razredu, spremenijo se odnosi med učenci, spremeni se moj odnos s starši in seveda name kot na učitelja tudi šefi moji gledajo drugače. Če sem uspel neko nezavidljivo situacijo spremeniti v nekaj, kar kaže na bolje, je že bolje in kaže še naprej. Seveda bodo nihanja, gremo gor dol, ampak generalno gledano, te generacije, če rečem tale razred, ki ga je zdaj recimo gospa omenila, čez 10 let, če še nima toliko let, da bi šla že v penzijo, bo rekla, včasih je bilo v redu, 10 let nazaj so bili še čisto v redu otroci. Ker se generacije spreminjajo, vsaka je na svoj način težja. Dobesedno. In to iz leta v leto. Da ne omenim, kakšne spremembe so bile po času korone in tako naprej. To je bil pa skok. Glede na to, kaj je bilo vse otrokom dovoljeno, ne doma v smislu, ampak nasplošno v naši kulturi otroci so spet dobili tisto mesto, ki jim ne gre. Nista več centra družine ata pa mama, ampak otrok. In to se ne more dobro končati. Ko začne otrok odločati, ne bo šlo v redu. Zakaj to ni dobro za otroka, ker ga s tem povsem ne pripravimo na realnosti življenja? Ja, ni navajen tega, da mora včasih se izpostaviti, da mora vztrajati, ko ni prijetno, da mora prenesti tudi poraze, in da to ni konec sveta in da mora zdaj zamenjati vse, ampak da gre isto nalogo opraviti večkrat,
tako dolgo časa, da jo obvlada. Ker poznamo te štorije iz življenja. Dokler dobivaš neke naloge, dokler jih ne obvladaš. Šele ko si jim kos, dobiš pa nove in te nove so težje. In potem rečeš, jaz imam pa res eno smolo. S čim sem si to prislužil? Je z razvojem. Z razvojem. Ko zmoreš toliko, dobiš več in tudi dejstvo je, da prepoznaš več. Tako da, če si kdo želi živeti brez problemov, ne živijo, ampak brez problemov so tisti pod kamnitimi napisi. Oni nimajo problemov. Vsi ostali pa fino je, če imaš kakšen problemček, ki ga rešuješ in ko ga rešiš, in potem najdeš novega. Tako. In zrasteš. In zrasteš, točno tako. Marko, najlepša hvala. Bom kar ponovila to, kar ste rekli. Sobota je, še ves popoldan pred nami, jutri nedelja. Starši, poglejte se v oči, poglejte drugega, česa si želite, naj bo fokus na starših, starša, ki sta zadovoljna, ki se imate rada, ki sta srečna drug z drugim, zagotovo se bo ta sreča prelila na otroke. Potem pri vzgoji lahko veliko manj zgrešimo, saj vem, da je včasih težko in nerodno delati takšne povzetke, ampak starši, začnite delati na zvezi, na medsebojnem sporazumevanju in razumevanju. Tako, in jaz ne bi čakal na idealne pogoje. Če piha veter, če pada dež, ne vem, še veste, da so dežniki pa pelerine, pa škorni, pa kapuce. Gremo skakati po lužah. Gremo ven, mulce ven, gremo, ne, in to bo doživetje, še posebej, če bomo šli zvečer, pa mogoče z baterijami, svetilkami, to si bodo otroci zapomnili. Tudi če so 3 leta stari ali pa 13, ta zadnjič bodo rekli, ta starima se je zmešalo, ampak si bodo pa zapomnili, sta bila pa kalibra. Najlepša hvala za tudi današnje srečanje. Še marsikaj je treba reči in upam, da se bomo srečevali še dolgo. Hvala tudi poslušalkam, poslušalcem za sodelovanje, za vedno zelo pomembna vprašanja, ki jih zastavljajo. Gospod Marko Več pa na vzgoja.si, tam lahko nadaljujejo z vami še bolj konkretno. Mi pa se znova srečamo potem novembra. Tako. 2. soboto v novembru, z novimi izzivi, z novimi zgodbami in upam, da tudi novimi rešitvami. Se že veselim. Enako tudi jaz. Vsega dobrega in srečno. Enako, nasvidenje. Za življenje. Specialni pedagog Marko Juhant.